Naj pred začetkom naslednjega predavanja samo še predam najlepše pozdrave primarji Nataše Fikfak, direktorice Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Šempetra pri Novi Gorici. Zelo si je želela tudi osebno prisostvovati temu srečanju, vendar so jo žal njene službene obveznosti zadržale. Nam pa pošilja svoje najlepše pozdrave in tudi želi uspešno srečanje tudi v nadaljevanju. V prvem delu smo slišali zelo veliko o problematiki azbesta in o njegovih posledicah tako na okolju, kot seveda tudi na zdravju. In prav o tem, o zdravstvenih posledicah, nam bodo spregovorili naši naslednji trije predavatelji. Kot prvo, ki nam bo spregovorila o raku pljuč, o zdravljenju in o obravnavi, vabim na oder cenjeno onkologinjo, strokovnjakinjo, ki ima ugled tako v slovenskem kot v mednarodnem prostoru, profesorico doktorico Tanjo Čufar z klinike Golnik. Profesorica, izvolite. Ko govorimo o neki bolezni, moramo najprej videti v družbi, kako pomembna je ta bolezen, kako velik problem nam predstavlja. Rak nasploh predstavlja danes glavni problem, kar se tiče obolevanja in bolezni človeštva. O tem ni dvoma, da bo z staranjem človeštva in tudi z načinom življenja, ki ga seveda poskušamo prilagajati, da bo tveganje za zbolevanje čim manjše, vendar sodobni način življenja je sodobni način življenja, tega ne moremo dati nazaj v 17. stoletje. S tem načinom življenja staranje bo raka bistveno več. To je prva stvar. Mogoče in upamo, da bo raka pljuč manj, kajti kajenje je zelo pomemben dejavnik tveganja. Vendar na splošno raka bo več. Zato se cel svet zelo pospešeno pripravlja, kako se boriti z rakom, kako ga obvladati. In rak pljuč je eden glavnih problemov. Rak pljuč je že eden najpogostejših rakov, v Sloveniji je na 4. mestu po pogostnosti zbolevanja, v svetu marsikje že na 1. mestu. Je pa še vedno žal na 1. mestu, kar je največji problem pri raku pljuč, na 1. mestu umrljivosti zaradi raka. Najpogosteje, ko se umira človeštvo zaradi raka, umira zaradi raka pljuč. Zaradi kar veliko rakov pljuč je pogojenih z kajenjem. In ko se bo zmanjšalo kajenje, upajmo, da bo tudi raka pljuč manj, ne bomo ga pa izkoreninili. Če pogledamo incidenco in umrljivost z rakom pljuč v Sloveniji, vidite tele krivulje, plave so moški, oker so ženske, na levi imate incidenco, to se pravi, kako pogost je rak pljuč, in na desni imate, kako pogosto se zaradi raka pljuč umira. Kot vidite, se incidenca v plavem nekoliko manjša, zlasti svetlo plava, ki pomeni, če ne bi upoštevali tega, da se populacija stara, da vedno dalje živimo, da je vedno več starih ljudi, lahko rečemo, da ta incidenca pada pri moških. Pri ženskah žal ne, ker ženske še vedno mnogo preveč kadijo in so tudi kasneje začele kaditi. Med nekim agensom, ki raka povzroča, kajenje, azbest, in časom, da se rak pojavi, je latenčna doba. Ta latenčna doba je dolga, tudi 10 in več let. Torej, moramo to izpostavljenost odstraniti in šele čez 20-30 let bo nekega raka, ki je za izpostavljenost določenemu agensu vezan, manj. Torej, pri raku pljuč, kjer je kadilstvo glavni razlog, se že vidi, da pri moških nekoliko incidenca upada, pri ženskah pa žal zaradi kajenja še vedno raste. Tako po svetu kot v Sloveniji. Te krivulje umrljivosti in pa incidence so približno iste. Ko gre gor zbolevanje, gre gor umrljivost. To ni dobro pri raku pljuč. Veliko rakov je, kjer se te krivulje že križajo. Imamo več raka, rak dojke, vendar umrljivost se v Evropi manjša, ker ga bolje obvladujemo, ker ga bolje zdravimo. Medtem ko pri raku pljuč gre to še vedno gor. Vendar gotovo smo zdaj pred ero, ko se bo to bistveno spremenilo.
Bistveno se bo spremenilo, ker prav na raku pljuč, ki je bil zadnji, jaz vedno rečem pastorek, ki mu je bilo premalo pozornosti posvečene, kjer tudi objektivno mogoče nismo mogli toliko vedeti o biologiji tega raka ali pa je šlo premalo moči v raziskovanje biologije tega raka, dejansko nismo veliko vedeli do pred 5-10 leti. Zadnjih 5 let, bistven napredek v zdravljenju raka pljuč in gotovo se bo, če bomo to udejanjali, tudi se bojo preživetja teh bolnikov izboljšala in umrljivost zmanjšala za bolnike z rakom pljuč. Kaj so najpogostejši razlogi? Najpogostejši razlog je rdeče, torej kajenje. Azbest, izpostavljenost azbestu je drugi samostojen razlog, ki povzroča raka pljuč. Še vedno je z azbestom pogojenih rakov pljuč bistveno manj kot kadilskih rakov, vendar mnogo preveč. Azbest je nekaj, kar je bilo popolnoma nepotrebno, da smo izpostavili toliko ljudi po svetu azbestu, ampak žal se ni vedelo tega dokaj dolgo. Sedaj seveda se vsemi ukrepi, za katere se vi borite, izpostavljenost se je praktično bistveno zmanjšala in upajmo, da bo kmalu izginila. Vendar pa je dejstvo, da je med izpostavljenostjo azbestu in rakom, tako mezoteliomom, kot rakom pljuč, o mezoteliomu ste zjutraj govorili, zdaj bomo nekaj o obvladovanju raka pljuč, latenčna doba. To se pravi, od takrat, ko ste izpostavljeni, pa do takrat, ko nekdo zboli, preteče vsaj 10 let velja med azbestom in rakom pljuč, večinoma več. To se pravi, vsi, ki so bili izpostavljeni 10, 20, 30 let nazaj, sedaj žal zbolevajo za rakom pljuč. Kombinacija azbesta in kajenja je najslabša možna kombinacija in res ekstremno 50-krat zviša tveganje za zbolevanje za rakom pljuč. Zato se vsem, ki so bili kadarkoli izpostavljeni azbestu, priporoča takojšnje absolutno prenehanje kajenja in vedno bolj se izpostavlja, da bi bilo potrebno pri teh ljudeh presejati za rak pljuč. Kaj je presejanje? Presejanje je, da v neki populaciji nekega raka iščemo. V Sloveniji je veliko dezinformacij, krivi smo pa vsi mi, ker smo premalo informirani in ker premalo se informiramo, učimo, poslušamo in vemo in znamo. S presejanjem ne morete nobenega raka preprečiti. Verjetno vsi slišite program presejanja Dora, rak dojke, Zora, rak cerviksa, cel svet preseja. S presejanjem vi ne morete raka preprečiti, samo zgodaj ga odkrijete, da ga bolj uspešno zdravite. Raka pljuč se zaenkrat še ne preseja v celotni populaciji, dosti aktivnosti, da bi se presejal pri kadilcih, še pa cel svet se pogovarja in se pogovarjamo, kaj so težki kadilci, pri katerih presejati. Pri ljudeh izpostavljenih azbestu je že kar jasno, da bi bilo treba to presejanje imeti. Tako da je čas, da se začne tudi Slovenija o tem pogovarjati in ljudje izpostavljeni azbestu bi potrebovali presejanje, to pomeni poseben CT slikanje z malo žarki, CT slikanje ima žarke, ki vam lahko tudi škodijo, enkrat na leto. Marsikatere države imajo to že sprejeto. Zdaj, če smo rekli, azbest poveča tveganje za raka pljuč, zlasti v kombinaciji z izpostavljenost azbestu, zlasti v kombinaciji s kadilstvom, ekstremno. Ljudje, ki so bili izpostavljeni azbestu, če so še kadili, morajo biti zelo pozorni na vse simptome, hitro reagirati, da pride do hitre diagnostike, kajti to je prvi predpogoj uspešnega zdravljenja. Kje smo v Sloveniji? To so podatki iz registra klinike Golnik. Slovenija ima najstarejši register raka v Evropi. V bistvu razen enega v Kanadi je to najstarejši svetovni nacionalni register, ki ga je postavila profesor Ravniharjeva leta 1950. Mislim, da Italija še vedno nima nacionalnega registra, pa marsikatera država v Evropi ne. Ampak nacionalni registri za raka lahko vejo, koliko bolnikov zboli za nekim rakom, koliko jih umre in koliko so 5-letna preživetja. Karkoli je za nacionalni register preveč in tudi ne more biti z drugim obremenjen, ker enostavno jaz vedno rečem, ne morete imeti ljudske kuhinje, pa kuhinje Mišelinovih zvezi s spoštovanjem do enega in drugega v isti kuhinji. Tako da nacionalni registri nam dajo zlate podatke, pomembne podatke, vendar danes v eri molekularne biologije in individualiziranega zdravljenja premalo.
Zato morajo imeti bolnišnice, ki zdravijo nekega raka, akademske inštitucije, hospitalne registre. In na kliniki Golnik, ki je eden od centrov, kjer se diagnosticira in zdravi raka pljuč, kar bom rekla po diagnostiki najmočnejši v Sloveniji, smo postavili tako imenovani hospitalni register, v katerem od leta 2010 zbiramo vse podatke, ne samo koliko ljudi je zboleli, za kakimi raki so zboleli, kakšna je biologija, kolikšen je čas med prvimi simptomi in diagnostiko in v katerih stadijih so ljudje diagnosticirani. Kot vidite, gre pri raku pljuč za staro populacijo. V povprečju zbolevajo ljudje stari okoli 65 let, vendar zbolevajo tudi mladi. 28 let je bil naš najmlajši bolnik star, pa je zbolel za rakom pljuč. Predvsem moški, vendar to se spreminja. Tukaj vidite, da je predvsem en rak, ki se mu reče adenokarcinom ali žlezni rak, danes že najpogostejši. To so pa raki, ki niso toliko vezani s kadilstvom. So pa še zelo pogosti tudi kadilski raki. Problem Slovenije je ta, da predolgo traja diagnostika. Kot vidite, je več kot 2/3 bolnikov ima simptome več kot en mesec. Kar 25% bolnikov ima simptome več kot 4 mesece. To se pravi predolgo do diagnostike. Koliko je to razlog, je pa tudi biologija raka, da je večina bolnikov pol diagnosticiranih v napredovalnem stadiju. Rak pljuč je zelo hitro rastoč rak, agresiven rak, zelo maligen, ga je težko zgodaj odkriti. Zato je treba biti še bolj pozoren na najmanjše simptome, zlasti pri ljudeh, ki so kadilci ali so bili kadarkoli izpostavljeni azbestu, da se res hitro diagnosticira. Seveda, ozdravljivost, kako ga zdravimo? Zdravimo ga predvsem na podlagi, koliko je razširjen, to so te TNM stadiji, pri vsakem raku imate te stadije, vsak rak velja pravilo, seveda bolj, ko je stadij nizek, prej, ko ga ohrijemo, bolj je ozdravljiv, vendar se tle od zadaj skriva veliko biologije. Določeni raki, kot je večina rakov prostate pri moških, ne vsi, ni problem ga zgodaj odkriti, ker je biološko malo agresiven in večinoma ostane v prostati. Rak pljuč zelo težko zgodaj odkriti. Ampak to ni izgovor, da ni naša dolžnost, da naredimo vse, da ga, ko gre za rak pljuč, čim prej odkrijemo in da ga poskušamo odkriti v operabilni fazi, ko so uspehi zdravljenja največji in ga lahko še operiramo in zdravimo sistemskim zdravljenjem in tudi nudimo ozdravitev. Seveda vedno bolj pomembna biologija raka pljuč, ki danes postane vedno bolj pomembna. Ne samo ali patolog, ko pogleda pod mikroskop, reče ali to drobnocelični ali nedrobnocelični rak. To je bilo v 19. stoletju, to je mimo. Danes rabimo več, danes rabimo molekularno biologijo. Na podlagi vsega tega potem zdravimo raka pljuč. Če je bolezen omejena samo na pljuča, tako kot pri ostalih solidnih rakih, praviloma jo operiramo, dodatno damo večinoma še sistemsko zdravljenje, ker je to rak, ki so celice šle skoraj vedno po telesu posamezne, vendar niso tako velike, da bi na raznih slikanjih videli te zasevke, da bi zrasle do velikosti 1 centimeter ali več. Je milijone celic, vendar jih ne vidimo. Za te damo to dopolnilno sistemsko terapijo, včasih še obsevamo, če so bezgavke močno prizadete. Lokalno napredovali rak je tisti, ki še ni metastaziral, vendar lokalno raste in vrašča v sosedne strukture, ga zdravimo s kemoradioterapijsko kombinacijo obsevanja in kemoterapije. In potem imamo razsejan rak, kjer ga večinoma zdravimo s sistemskim zdravljenjem, danes imamo kemoterapijo in pa tarčna zdravila. Kirurgija raka pljuč se je zelo spremenila, včasih so bile to, še vedno moramo praviloma odstraniti cel prizadet lobus, to vidite tle, redko si lahko privoščimo, da odstranimo samo delček pljuč in hvala Bogu vedno manj pogosto rabimo odstraniti celo pljučno krilo. Večinoma se danes delajo segmentektomije, ampak segmentektomija se še more delati. Vedno manjkrat je potrebno odpirati prsni koš, vedno več se dela tako imenovane minimalno invazivne kirurgije torakoskopske. To se pravi, čez majhno luknjico s torakoskopom gre kirurg v prsni koš in odstrani ta segment. Logično, vsem jasno, če ni treba prsni koš odpirati, manj komplikacij v kirurgiji in hitrejša rehabilitacija po operaciji. To je danes že kar metoda uveljavljena in smo jo v Sloveniji zelo lepo uveljavili. Ko govorimo o operabilnem raku pljuč, spet podatki iz našega registra zelo ohrabrujoči. Tisti bolniki,
premalo jih je, samo 1/4 jih je odkrita v operabilnem stadiju. Ampak tisti bolniki, ki imajo bolezen odkrito v operabilnem stadiju, to je izjemoma še stadij 3A, kot vidite, teh bolnikov je zelo malo, 3A, večinoma so to stadij 1 in 2, po 3 letih po operaciji in večina jih dobi še to sistemsko kemoterapijo za mikrozasevke, so 75% bolnikov živih. Bolezen so živi in brez bolezni. Bolezen se ni ponovila. Pri raku imamo eno mejo, tam nekje 5 let, seveda je zelo odvisno od raka, ko rečemo, če se ta bolezen ne ponovi, da smo raka ozdravili. Seveda so te meje od raka do raka različne, tudi po 10 letih se lahko bolezen ponovi, vendar glavnina se zgodi v prvih 5 letih. Torej, zelo lep uspeh, 75% preživetja brez ponovitve bolezni pri zgodaj odkritih rakih. Lokoregionalno razširjena bolezen, to je bolezen, ki se je že razširila večinoma na bezgavke v medpljučju, včasih rašča tudi v prsni koš, proti rebram, mišicam, to ne moremo več operirati. Izjemoma včasih damo neoadjuvantno sistemsko zdravljenje, bolezen se zmanjša in kljub temu operiramo in je to za bolnika ekstremno pomembno za njegovo prognozo. Vendar načeloma se zdravi z radioterapijo, ki je še vedno radikalna terapija lahko, tudi radioterapija lahko ozdravi raka, seveda so to visoki odmerki, treba imeti zelo dobre aparate in zelo ekspertne zdravnike, da to pravilno vodijo, drugače so toksični so pojavi, kajti obseva se tudi zdravo tkivo, lahko zelo veliki. Vendar z dobrimi aparaturami, z dobrimi strokovnjaki se da tudi z obsevanjem raka še vedno pozdravi, dokler je samo v torakalni votlini. Preživetja drobnoceličnega raka pljuč, ki je najbolj agresiven in najhitreje raste, k sreči je to kadilski rak, za katerega upajmo, da ga bo vedno manj, ker bo vedno manj kadilstva, so se tudi že zvišala na okrog 25%, kadar je lokoregionalno razširjen. Seveda daleč od tega, da bi ozdravili vse, vendar zelo dobri rezultati. Nekaj besed o samem sistemskem zdravljenju, to je moje področje, jaz sem internist onkolog, ki se ukvarjam s sistemskim zdravljenjem raka in o tem, kjer so danes zelo obetavni rezultati. Seveda z pozornostjo k zgodnjemu odkrivanju, kjer mora Slovenija ogromno še narediti. Mogoče celo s presejanjem, vprašanje, presejanje so zelo dileme tudi pri drugih rakih, predvsem je treba organizirati zgodnje odkrivanje. Z to pozornostjo bomo odkrivali več operabilnih rakov in bo prognoza že zaradi obsega bolezni boljša. Ampak še vedno rak pljuč je zelo agresivna bolezen, veliko bolnikov bo diagnosticiranih, ko se je bolezen že razsula, ko imamo zasevke. Ko so zasevki, žal kemoterapija niso dobri rezultati. Kemoterapija je bila zelo efektna in je efektna pri otroških rakih, pri limfomih, germinalnih rakih. Danes je 90% ljudi, ki zbolijo zelo z razsejano boleznijo s kemoterapijo po celem svetu ozdravljenih. Pri raku pljuč, žal to ne moramo reči, s kemoterapijo zelo omejeni rezultati, srednja preživetja okoli 12 mesecev, ni bistvenih razlik med različnimi kemoterapijami. Kemoterapija, smo rekli, na prelomu stoletja je dosegla svoj plato. Pozabiti moramo na kemoterapijo pri raku pljuč. Delati moramo na molekularni biologiji in na bioloških zdravljenjih. Dolgo smo vedeli, da rak pljuč ni ena bolezen, dolgo smo vedeli, da ljudje izgledajo drugače, ko pridejo, da pod mikroskopom tumor izgleda drugače, ampak nič nismo vedeli v biologiji in vse smo dali 6 ciklusov kemoterapije na bazi platine z zelo slabimi izhodi. Potem pa so pošli podatki o tej molekularni biologiji. Danes vemo že za več kot polovico vseh rakov pljuč, tako žleznih kot nežleznih, za molekularne označevalce. Te molekularni označevalci, to so te spremembe v genomu. Pri raku se nekaj zelo malega spremeni, v genu se nekaj minimalnega spremeni. Mogoče se sam odpre en gen, ki je bil že, ko je v zarodku prisoten, zato da se je razvil organizem in spet postane aktiven. Nekako brez smisla postane aktiven in začne rakave celico voditi v to, da ne propade, da živi stalno, da zaseva. In če najdemo tega onkogenega voznika, ne vem, če imamo lepši izraz v Sloveniji, zaenkrat ga še nismo našli, ki vozi tega raka in če vemo, da vozi točno ta onkogeni voznik, to je ta tarča, razvijemo tarčno zdravilo, je zdravljenje lahko bistveno bolj efektno. Danes imamo že res razpoznani 2 tarči, ALK in EGFR. V vsem razvitem svetu, tudi v Sloveniji, se rutinsko pri vseh bolnikih z rakom pljuč določajo te 2 tarče in bolniki imajo dostop tudi v Sloveniji do zelo efektnih tarčnih zdravil, ki so bistveno bolj efektna. To so
portreti, mogoče grdo rečeno, izhodi, potek zdravljenja nekaj mojih bolnikov z EGFR ali ALK pozitivnim rakom pljuč. Kot vidite, z temi zdravili se nalagajo kocke. Ta rak postaja zazdravljiv, tako kot je bil včasih hormonsko odvisen rak dojke. Hormonsko odvisen rak dojke gospe z razsejanimi, ne z operabilnimi, živijo 10-15 let, delajo, imajo polno kvaliteto življenja, ne čutijo ne one, ne okolice, da imajo zelo težko bolezen, ki se reče rak. So polno aktivne, so delovno aktivne. Počasi, zelo počasi v raku pljuč s temi molekularnimi označevalci se to spreminja. Ljudje bojo živeli tudi 3, 4, 5, 6 let z dobro kvaliteto življenja in se lahko vrnili v življenje. To je premica, ki je bila včasih z kemoterapijo bistveno slabša preživetja. Samo en primer enega bolnika, ki je moj bolnik, ki je bil star 47 let, ko je prišel k meni z zelo razsejanim napredovalim rakom pljuč. Pripeljan je bil na vozičku, njegov splošno stanje je bilo izredno slabo, mi to merimo z nekim performance statusom 3, bil je na kisiku, potreboval je intenzivni nadzor na respiratorju. Ugotovili smo, da ima te ALK prerazporeditve v tumorju in dobil je proti ALK usmerjeno zdravilo. Če verjamete ali ne, po 8 tednih, slika rentgenska je boljša, ampak ne toliko boljša. Tudi tumor na CT-ju se še vidi. Ampak gospod je prišel v mojo ambulanto, popolnoma pokreten, brez vseh težav, on je voznik, inštruktor vožnje in me je prosil, da se vrne na delovno mesto. In on trenutno je po 14 mesecih polno aktiven, polno dela brez vsakih težav. To je zgodba, ki jo pri raku pljuč do zdaj nismo videli. Vedno bolj se te zgodbe kažejo in vedno bolj zlasti kolegi iz tujine, v Sloveniji sploh mogoče nismo na to dovolj pozorni, pa bomo mogli biti v bodočnosti, ko bojo časi precej težji. Vedno bolj poudarjajo, da to omogoča vrnitev na delovno mesto. Vrnitev ne samo normalno družinsko življenje, ampak na delovno mesto. In dejansko se ljudje z razsejanim rakom pljuč vračajo polno na delo in polno živijo. Žal je seveda tega še premalo. Iščemo nove molekularne označevalce, nove tarčna zdravila, ki bojo omogočila še večjim bolnikom to. Tlele vidite eno primerjavo, bom poskušala čim bolj enostavno povedati. To je bila ena raziskava v Ameriki, kjer so izbrali ogromno najpomembnejših akademskih centrov. 6000 ljudem so dali možnost v začetku desetletja drugega v tem stoletju, okrog leta 2010, da so se v teh centrih zdravili, da so v tkivo pogledali molekularne označevalce in da so dobili tarčna zdravljenja. In kot vidite, preživetja, če so imeli tarčna zdravljenja, bistveno boljša. Če imate tarčo v tumorju, pa ni tarčnega zdravljenja, žal nič boljše kot s kemoterapijo. Seveda, ker sam določi tarčo ni dovolj, treba je imeti učinkovito zdravljenje. In spet desno, rezultati iz Golnika, zelo smo ponosni na te rezultate, z določanjem samo EGFR takrat pri nas in s tarčnim zdravljenjem z EGFR, smo tudi to rdečo premico bolnikov, ki so bili na tarčnem zdravljenju, bistveno premaknili. Seveda smo prišli iz 10 na 22 mesecev srednjih preživetij, vendar to je bistven napredek in če bomo to nadaljevali, bo s tem se v bistvu izboljšala bistveno prognoza bolnikov. Skratka, tarčno zdravljenje, drugo zdravljenje, ki obeta, je imunoterapija. V naslednjih letih boste veliko slišali o imunoterapiji raka, tudi rak pljuč. Pri imunoterapiji smo predvsem veseli tega, da na to zdravljenje sicer žal, tu smo žalostni, ne odgovorijo vsi bolniki, samo okoli tretjina. Ampak tista tretjina, ki odgovori, so za dolgo zazdravljeni, ne upamo reči ozdravljeni, ampak če gledate te krivulje, plava krivulja ostaja gor. 30% bolnikov tudi po 2, 3, 5 letih zazdravljenih. Najbrž to ne bo ozdravitev, ampak tudi ta zazdravitev ogromno pomeni. Torej, kje smo pri oskrbi raka pljuč? Ja, kaj moramo narediti, da jo bomo izboljšali? Gotovo stop kajenju, stop azbestu. Upajmo, da bo cela Evropa pri tem zelo
skupaj sodelovala in da bo uspešna, in to srečanje je sigurno prava pot proti tej uspešnosti. Naslednje, kar je potrebno narediti, da bomo raka zgodaj odkrili in da bomo ga ustrezno zdravili. Veliko novih zdravljenj prihaja in, kar je še zelo bistveno, tudi pri raku pljuč, ne samo pri raku dojki, se bo treba začeti aktivno pogovarjati o psihosocialni rehabilitaciji in, hvala Bogu, tudi pri raku pljuč o oskrbi preživelih od raka. Ti ljudje morajo normalno živeti, se vrniti v svoje družinsko in pa delovno okolje. Seveda je paliativa pomembna, še kar nekaj bolnikov žal ne bomo mogli ozdraviti, vendar je veliko več od paliative. Prav na področju raka pljuč bo Slovenija na hudi preizkušnji v naslednjih letih. Vedno Slovenija ima nacionalni register, ekstremno dobro je sledila preživetja svojih bolnikov za rakom, nismo bili zadovoljni, ko pri raku pljuč, raku dojke nismo čisto sledili najbolj razvitemu severu in njihovim registrom in preživetjem. Pri raku pljuč je bilo pa povsod po svetu, to je ta spodnja, do sedaj zelo slaba preživetja. Z novimi zdravljenji, s prejšnjim odkrivanjem se bo ta preživetja gotovo izboljšala in upajmo, da bo Slovenija temu sledila. To bo pa čas pokazal v naslednjih 5-10 letih. Gotovo pri tem, da bomo to dosegli, nikakor niso več časi, kjer bi rekli, da je to stvar zdravnikov, bolnic. To je stvar, rak je stvar cele družbe. Zato je zelo važno, da pri tem obvladovanju raka sodelujejo civilna družba, sodelujejo bolniki, da se cela skupnost tega zaveda pomena obvladovanja raka in zato mi dovolite, da vas na koncu povabim na srečanje, kako živeti z rakom, predvsem bo raku pljuč namenjeno, ki bo v bližini v Novi Gorici 6. novembra 2015, organizira ga Društvo onkoloških bolnikov, sekcija za raka pljuč v sodelovanju tudi z dr. Vudragom oziroma njegovim društvom, tako da toplo vabljeni na to sekcijo, kjer bo pa malo več časa, da se bomo tudi osebno pogovorili. Hvala. Hvala lepa, profesor Čuferjeva. Kot vedno ste nam tudi tokrat pripravili zelo zanimivo in vsebinsko predavanje. V nadaljevanju pa predajam besedo dr. Valentinu Patusiju, predstojniku Tržaškega zavoda za zdravstveno varstvo, ki nam bo predstavil multidisciplinarno preučevanje zdravstvenih posledic azbesta v Furlaniji, Julijski krajini. Dr. Patusi, please, the stage is all yours. Buongiorno, ringrazio moltissimo la dottoressa Dodic e editor Vudrag per questo invito. Anche se adesso Čeprav bomo sedaj govorili o drugih stvareh, ne toliko o terapiji, jaz bi želel, da bi bila to priložnost za primerjavo in soočanje znanj. Jaz sem direktor oddelka za prezentivo zdravstvenega podjetja Trst in sem tudi direktor celotne strukture za preventivo v delovnem okolju. Ne ukvarjam se s terapijo, ampak želim vedeti, kaj se dogaja, preprečiti, da bi se to spet ponovilo in da bi osebam, ljudem, ki so bili izpostavljeni in ki so zboleli, da bi jim ponudili inštrumente, da bi lahko uveljavili svoje pravice. In mi imamo veliko določene izkušnje v Italiji, ki jih drugje ni veliko, niti ne na evropski ravni. Začnimo torej z opažanjem. V Italiji obstajajo nekatera območja, kjer je največja mortaliteta zaradi poklicnih rakov oziroma zaradi poklicnih bolezni, ampak v glavnem gre za rake. Ta območja sovpadajo z nedoločenimi naselji, kjer so bila pristanišča ali pa železarstvo, če je bilo prisotno. Med temi območji je eno od najpomembnejših prav dežela Furlanija, Julijska krajina, kjer je zlasti območje Tržiča in Goriška pokrajina. In
ker danes imam jaz tudi te podatke v Goriški pokrajini in v Tržaški pokrajini. To je eno najbolj pomembnejših območij. To je eno tistih območij v Italiji, kjer je največja incidenca pleuralnih mezoteliomov. In to izhaja iz nacionalnega registra mezoteliomov. Kaj lahko rečemo o tem? Lahko rečemo samo to, kar je tudi res za to bilo na tem območju. Močna, torej v pristanišči so se raztovarjali žaklji z azbestom, potem tudi zelo močno ladjedelništvo v Tržiču, pa Raffaello, San Marco, to so bile te torej te velike prekomorske ladje so bile, kot so Raffaello in še kakšna druga, so bile zgrajene prav tu. In to potem pa še so tu grandi motor in tako dalje. In tu se veliko uporablja azbest in potem se je še veliko azbesta uporabljalo tudi v gradnji, pri inštalaciji, naprimer dvigal in podobno. Pa železarstvo. To pomeni, da v Goriški in Tržaški pokrajini, kjer živi 30% prebivalstva Furlanije Julijske krajine, se pojavi 84% bolezni, ki so v celi 30% azbestnih bolezni iz cele regije. To je podatek, ki mogoče niti ne pove toliko, ampak ni res, to je srhljiv podatek, ko ga začnemo analizirati. Namreč govorimo samo o letu 2014. Zdaj, v tem letu so v Gorici odkrili 87 neoplazij, ki jih je povzročal ta azbest. Če zdaj napravimo analizo, to pomeni, da na 2000 prebivalcev v Gorici vsako leto nekdo zboli z nekim poklicnim tumorjem. Če se zdaj pogledamo, kako je v Tržaški pokrajini, na 4000 ljudi vsako leto ena oseba zboli za azbestnim rakom. Če zdaj upoštevamo, da azbesta več ne uporabljamo, že od konca 80 let naprej, in če še predvsem verjamemo, da se je uporabljal predvsem, da so jih uporabljali predvsem moški, v Goriški pokrajini sicer tudi nekaj žensk, če potem selekcioniramo v teh dveh pokrajinah moške, ki so pač bili in so bili lahko v stiku z azbestom, taki, ki imajo zdaj, lahko ugotovimo, da v Gorici vsako leto opazimo 1,83 azbestnih tumorjev na 1000 moških nad 40 let. Torej 2 tumorja na 1000 oseb vsako leto. V Trstu malo manj sicer, 0,86, ampak še vedno zelo visoko. Oba podatka sta srhljiva. Zdaj vidimo, da kar zadeva skupno število poklicnih bolezni, ki so bile prijavljene v Goriški pokrajini in pa v Gornjem Posočju, 171 je azbestnih bolezni in v Trstu pa nekoliko manj. In to predstavlja zadnjih 15 let v Tržaški pokrajini. Zdaj poglejmo pleuralni mezoteliom. Te sploh niso šli navzdol. Letos, septembra, smo imeli že 10 pleuralnih mezoteliom, več kot leta 14. Tu se vmeša tudi kultura, ki je omogočila, kot je povedala gospa pred kratkim, pljučni raki v vseh oblikah so povezani tudi z azbestom. Ne samo, ne moramo vsega pripisovati kajenju. In zato smo začeli proučevati to korelacijo med rakom pljuč in azbestom. In začeli smo to ugotavljati in smo ugotovili, da je incidenca
in smo ugotovili, da je v porastu nastanek tumorjev, ki so povezani v povezavi med kajenjem in azbestom. Če na nacionalnem nivoju prihaja do padca poklicnih bolezni, pa tu pri nas tega ni. Sedaj se vračam na začetek. Kaj delam? Jaz sem zdravnik, imam 3 specializacije, veliko sem pisal, ampak jaz imam drugačen cilj. Želim, da bi vzpostavili inštrumenti, da bi vzpostavil nekakšno okno v zgodovini azbesta, tako da bi bolniki dobili svoje pravice. Tako sedaj zbiramo podatke. Različne inštitucije zbirajo tudi te podobne podatke. Imamo tudi zgodovinske arhive, imamo tudi univerzitetne klinike in vsi zbirajo podatke. Ampak, a jih bomo zdaj združili? Jaz ne bi rad, da bi bili tu sedaj prisotni v tej sobi 10 oseb in vsak bi imel svojo kazuistiko. Ne, mi želimo reči, vidite, to je vaša kazuistika za 10 oseb. In tega mi smo želeli združiti vse informacije vseh kliničnih inštitucij in drugih, ki so prisotne v Tržaški in Goriški pokrajini, pa tudi nacionalno seveda. Ampak najbolj nas zanima populacija Tržaške in Goriške pokrajine. V Italiji namreč že od leta 2003 obstoja nacionalni register mezoteliom, ki ga vodi INAIL. Tam se registrirajo vsi mezoteliomi, ki so bili prijavljeni na regionalni deželni ravni. Torej, že imamo seznam pleuralnih mezoteliomov. Od leta 1998 v Furlanijski krajini tudi obstaja register rakov, tumorjev. Ta register tumorjev zagotovo registrira histološko vse tumorje, do katerih prije v Furlanijski krajini, in iz teh se secilira tiste, ki so kompatibilni s tumorji, ki so posledica izpostavljenosti azbesti, kot je mezoteliom. Ta zdravstvena inštitucija, INAIL, registrira tudi obdobja, koliko časa je bil nekdo izpostavljen. Zapisuje si vse podatke o zaposlenosti ljudi in potem imamo tudi Zavod za socialno zavarovanje, pa pokojninski. In tam oni pa registrirajo mesece, koliko časa je bil nekdo nekje zaposlen. In zakaj ne bi zdaj povezali bank podatkov, ki so vsaka posebej že informatizirana, in zakaj ne bi mi povezali tiste banke podatkov, ki ve, koliko let je gospod X delal nekje, in tiste, ki pravi, kakšno bolezen ima. Obstaja pa še tudi register o izpostavljenosti azbestu, ki smo ga pripravili mi, kjer se registrirajo vse osebe, ki so bile izpostavljene azbestu. To so vse podatki, tekoči podatki, sveži podatki, ki se regularno pač registrirajo. Ampak to ni vse. Nadzorni organi, in jaz sam delam na policiji in vem, kako to gre. Jaz, ko se kaj takega zgodi, grem tja, fotografiram, sprašujem, želim pridobiti čim več informacij o osebah, ki so tam delale in ki so zbolele zaradi azbesta. Ta zgodovina oziroma vsa ta dokumentacija je potem zbrana. Ta informacija je pomembna in se sedaj vprašam, ali bom lahko informacije povezal z drugimi. Tu gre za ogromne informacije, gre za tisoče fasciklov s slikami, podatki, in predvsem je pa tu še bolnišnica, ki je svojimi zmožnostmi zdravila te osebe. Potem je tu še
in inšpektorat za delo, ki ima razne zapisnike, razne tudi zbrane podatke, pa potem pristanišče oziroma njegova uprava, ki mi lahko pove, katere ladje so šle skozi njihov pristanišče. Zgodovinski inštituti, kjer so zbrani določeni dokumenti, fotografije, državni arhiv, ki vsebuje seznam vseh državnih podjetij in drugih, ki jih zdaj ni več, ker so se zaprle. Ampak to je res nora možnost, koliko podatkov mi lahko na ta način dobimo. Lahko celo zvemo, koliko vreč tega azbesta je šlo skozi tržaško pristanišče iz teh arhivov. Zdaj pa mislim, da je pomembno, da je potrebno vse te informacije združiti, jih spraviti skupaj, slike, podatke, sezname in spostaviti arhiv in ta naš arhiv naj vsebuje podatke, kot so fotografija ladje, kjer je točno napisano, kje je ležal azbest in tudi recimo pokaže, kje je bil kompakten azbest in kje je bil bolj. Vse te slike so zelo pomembne. Tudi te slike mi želimo vnesti v arhiv. In na ta način lahko zagotovimo, da se določenim ljudem zagotovijo njihove pravice, pa tudi njihovim družinam. Potem so tu razna poročila razna dovoljenja za tranzit preko luke in vidimo datume, vidimo količino. Lahko tudi razne naročilnice v zvezi z raznimi tovori. In tam vidimo, kdaj je prispel azbest, v čem je bil zapakiran in tako dalje. To je zelo težavno delo, ta rekonstrukcija, ampak na ta način lahko ugotovimo, koliko azbesta je šlo skozi tržaško pristanišče in ne samo to, ampak sploh po morski poti, koliko je šlo tega azbesta. Ker tu so še podatki drugih pristanišč, kot je Livorno in drugi. Ti dokumenti nam pomagajo, da ugotovimo, ki so bili tisti delavci nekega podjetja, in jaz to vem, ker sem dobil podatek za svoj arhiv. In potem lahko jaz za mesecem ugotovim, koliko časa je ta človek tam delal in v okviru tega tudi ugotovim, koliko od tega časa je bil izpostavljen azbestu. Torej, te informacije je potrebno zbrati, to je bistveno, ampak to je pomembno ne samo zame, ampak za klinike. In če mi nekdo, to je tako, naprimer, če mi nek zdravnik kliče, a vi veste, koliko časa je bil ta človek izpostavljen azbestu? In jaz pa odgovorim, ja, delal je 3 mesece, ampak predtem je bil gradbenik, potem je pa delal z dvigali in tako dalje. In potem kliniku odgovorim. Njegovi sodelavci so zboleli, pazite tudi na njega in klinik bo takoj razumel, ali gre za tak problem azbesta ali ne. Torej je potrebno ugotavljati, koliko ljudi je zbolelo in kateri, da pridobimo potem tudi odgovor za nek konkreten primer. Torej, na ta način ugotovim rizične osebe in jih opozorim na njihove pravice. Zavarovalnica iz Trsta Inajl priznava, najhitreje prizna, da je bil nekdo izpostavljen azbestu. Pojavljajo se sicer spori, ampak vedno manj, ker če bomo mi spostavili en tak arhiv, se oseba obrne na nas in mi lahko zelo hitro zberemo te podatke, te dokumente, ki jih potrebuje. Ni treba temu človeku iti v 100 uradov, na 100 mest, da bo zbral vse te podatke v podjetju, arhivu, ne vem kje še, ampak je to vse zbrano pri nas. Mi imamo več kot 8000 fasciklov. Naprimer, eden, ki je preiskovalni fascikel, naprimer, ima, ne vem, par tisoč strani in tako dalje. Imamo tudi fascikle, ki nam prikazujejo, koliko je bilo podjetij, ki so se ukvarjali z azbestom, preko 100 jih je bilo in tako dalje.
Mi smo morali, nekatera podjetja so spremenila ime in mi smo morali potem to zapisati kot podjetje Master. Torej, so podatki pri nas. Tudi podjetja, ki se ukvarjajo z izolacijo, tudi to so, mi smo ugotovili preko faktur, koliko je neko podjetje, ki je proizvajalo neko stvar iz azbesta, kolikim ljudem, kolikim drugim pravnim osebam oziroma fizičnim osebam so to prodali. Tu so pomembni predvsem dve entiteti. Medtem ko je v Goriški pokrajini predvsem pomembna tu ladjedelnica, pa je v Trstu veliko več tega. Mi lahko osebo, njega delavca, povežemo s podjetjem, v katerem je delal in tudi tam in lahko tam dobi dokumente. Naprimer, jaz o neki osebi lahko zelo točno dobim, koliko časa je deloval tisto določeno leto, januar, februar, marce, vidite, vse po mesecih. In to so meseci, ko je delal v tem podjetju, za katerega se sedaj zanima. Tako da res imam rizična obdobja po mesecih lahko prikazana. Potem lahko selekcioniram kolege, kdo je tisto kritično leto delal z njim v tisti kritični firmi. In jaz lahko pridobim čisto vsa imena njegovih delovnih kolegov. Ampak najpomembnejše vprašanje, kar se bo vprašal klinik, tisti, ki zdravi pač potem, ampak je kaj obolelih v tem podjetju tudi. On bo selekcioniral potem tiste, ki so zboleli in seznam tistih, ki ne. In potem, če se vam to zdi malo, jaz ne vem, meni se ne zdi. Jaz lahko pripravim svoje statistične podatke, lahko izračunam rizična leta v nekem podjetju, lahko po tilogiji ugotovim določene poklicne bolezni, lahko ugotavljam incidenco te določene patologije. Ampak jaz dam nekomu, ki me nekaj sprašuje, lahko pravilne usmeritve. In potem tudi lahko povem, kateri dokumenti so pomembni za neko osebo. Lahko je neko iz sodišča kakšen dokument, lahko je karkoli. Torej, dokument, ki je pomemben za nekoga, torej, perspektiva je. Jaz nisem zdaj več zdravnik, jaz sem zdaj nekdo, ki podaja bistvene informacije osebam, kar pomeni tudi zdravnikom, ki morajo bolne ljudi zdraviti, in to je najpomembnejše. In upam, da je to zanimivo. Absurdno je, danes obstajajo inštitucije, ki delujejo ločeno, ker informacije morajo biti skupne in morajo biti koristne. In mi smo podali primer za to, da je to mogoče. To pa lahko uspe samo organ, ki je pravzaprav policijski organ. Tu gre za podatke o bolezni. Vsi nas sicer lahko prosijo za podatke, od župana do obolele osebe. In dajo prošnjo. To je primer, kako se lahko deluje na dokumentih, ne da bi se soočali. In vse pa je plod tesnega sodelovanja. Danes obstajajo inštitucije, ki bi lahko vzpostavili nekaj podobnega tudi pri vas. Zahvaljujem se vam, res zahvaljujem. Tukaj vidimo zelo naivno narisano neko ladjo, ki prikazuje, kje je bil azbest. Jaz se zahvaljujem dr. Vudragu in gospe doktorici Dodič-Fikfak, da ste me povabili na to zanimivo srečanje.
Grazie, signor Patusi. Profesor Čufer nam je v svojem predavanju povedala, kako pomembno je, da raka odkrijemo čim prej. Zgodaj odkrit rak, zlasti če govorimo o tako zahtevnem raku, kot je pljučni rak, pomeni bistveno boljšo prognozo za vsakega pacienta. A težava s tem in drugimi raki je, da jih je težko odkriti v zelo zgodnjih fazah. K sreči se tudi na tem področju obetajo zelo velike, morda jim lahko celo rečemo revolucionarne novosti. O tem in še o čem drugem bo spregovorila naslednja gostja, cenjena strokovnjakinja, profesorica doktorica Vita Dovžan, raziskovalka farmakogenetike z Inštituta za mikrobiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Profesorica, izvolite, beseda je vaša. Lepo pozdravljeni, najprej bi se organizatorjem zahvalila za to vabilo. V veliko čast mi je, da sem danes med vami, predvsem prihajam z Inštituta za biokemijo Medicinske fakultete v Ljubljani, kjer vodim laboratorij za farmakogenetiko in eden izmed naših raziskovalnih projektov je v bistvu posvečen tudi tistim med vami in drugje v Sloveniji, ki so bili poklicno izpostavljeni azbestu in tistim, ki obolevajo za malignim mezoteliomom in v bistvu želimo najti nove pristope, kako bolnikom prilagoditi zdravljenje na podlagi njihovih genetskih značilnosti, da bi bilo to zdravljenje čim bolj uspešno. Kljub temu danes predpisovanje zdravil in zdravljenje tudi pri raku temelji na znakih in simptomih bolezni, danes že tudi, kot je rekla profesor Čufarjeva, na molekularnih značilnostih teh tumorjev in pa seveda tudi na značilnostih bolnikov. Ne samo pri zdravljenju raka, tudi čisto pri drugih zdravilih, pri zdravljenju krvnega tlaka, pri zdravljenju astme, pri zdravljenju zvišanja holesterola. V bistvu vidimo, da tretjina do polovica ljudi na enako zdravljenje, ki je pač prilagojeno obstoječim smernicam, ne odgovori enako. Nekateri ljudje oziroma večina ljudi sicer odgovori pričakovano in se izboljša zdravstveno stanje, približno tretjina do polovica ljudi pa ali na zdravljenje ne odgovori ali pa se celo pojavijo neželeni učinki zdravljenja. Kaj vpliva na to, kakšen bo odgovor na zdravljenje? V bistvu najbolj pomembno je, da bolnik res jemlje zdravila tako, kot mu je zdravnik naročil, se pravi sodelovanje bolnika, odmerek zdravila, potem vplivajo biološki dejavniki, kot so starost, spol, telesno stanje bolnika. Drugi okoljski dejavniki, včasih pride do interakcij z hrano, z drugimi zdravili, zagotovo pa je eden od zelo pomembnih dejavnikov, to zlasti v zadnjem času prihaja do izraza, tudi, da so to tudi genetski dejavniki, ki vplivajo na odgovor na zdravljenje. In to proučujemo v našem laboratoriju, v bistvu to proučuje raziskave na področju farmakogenetike. V bistvu je to, kako bomo odgovorili na zdravilo, zapisano delno zapisano tudi v našem dednem materialu. Veste, da je vsako jedro, vsaka celica v našem telesu vsebuje molekule DNA, kjer so zapisane vse naše lastnosti. Približno 2% celotne molekule DNA nosi zapise za gene, ki nosijo zapise potem za proteine, ki te ključne funkcije v našem organizmu opravljajo, in med temi pomembnimi funkcijami je tudi to, kako bo zdravilo prišlo v celice, kako se bo presnavljalo, kako bo delovalo na svoje tarče
in te stvari, to potem lahko vpliva tudi na odgovor na zdravljenje. Ta molekula DNA se v bistvu se lahko pride do majhnih razlik v nukleotidnem zaporedju v tej molekuli DNA in recimo, če se eden od takšnih nukleotidov, eden od teh gradnikov molekule DNA zamenja v drugačen zapis, lahko to povzroči, da se recimo zamenja aminokislina in da nastane recimo beljakovina, ki ima drugačno aktivnost ali pa nastane več te beljakovine. In zaradi če gre za neko beljakovino, ki sodeluje ali ki skrbi za to, kako bo zdravilo prišlo v celico, ali sodeluje pri tem, da izčrpa zdravilo iz celice, ali pa da v bistvu, če gre za spremembo v tarči za zdravilo, potem je lahko odgovor na zdravljenje drugačen. In na področju molekularne epidemiologije, in s tem se lahko spremeni ne samo odgovor na zdravljenje, lahko se spremeni recimo tudi tveganje za dovzetnost na bolezen in v sodelovanju z profesor Dodič-Fikfak že vrsto let proučujemo, kako takšni genetski dejavniki vplivajo na tveganje za nastanek azbestnih bolezni pri tistih, ki so jim bili poklicno izpostavljeni in iščemo tudi nove označevalce, ki bi pomagali napovedati, ki bi nam omogočili zgodnje, ne samo napovedati tveganje, ampak ki bi nam omogočili tudi odkrivati zgodaj mezoteliom ali pa ki bi bili primerni za presejalno testiranje. Drugo področje naših raziskav pa predstavljajo pač novi pristopi za zdravljenje mezotelioma. Te raziskave pa potekajo v sodelovanju s profesor Dodič-Fikfak in s docentom Kovačem iz Onkološkega inštituta. In sicer se skušamo najti tiste genetske dejavnike, ki bi nam omogočilo bolniku prilagoditi zdravljenje. Kakšni so ti genetski dejavniki oziroma kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na odgovor na zdravljenje malignega mezotelioma? Zagotovo so to značilnosti bolnika, starost, zmogljivost, njegova telesna ob diagnozi, potem značilnosti tumorjev, recimo histološki tip tumorja in pa tudi genetski dejavniki. In mi želimo z proučevanjem teh genetskih dejavnikov, ki vplivajo na transport, presnovo zdravil, na tarče za zdravljenje in pa na popravljalne mehanizme, na popravljanje molekule DNA, želimo najti tiste dejavnike, ki bi nam pomagali napovedati odgovor na zdravljenje. In sicer danes, to je že docent Kovač povedal, da se na Onkološkem inštitutu v Ljubljani za zdravljenje malignega mezotelioma uporablja cisplatin v kombinaciji z gemcitabinom ali pa v zadnjih letih tudi z pemetrexedom, in na Onkološkem inštitutu poteka randomizirana klinična raziskava, študija Agili, v kateri bolnike randomizirajo, se pravi naključno razvrščajo med oba načina zdravljenja, da bi ugotovili, ali je kateri od teh načinov zdravljenja je bolj uspešen. Mi pa smo si zadali nalogo, da bi s pomočjo genetskih označevalcev poskusili predvideti, na katero vrsto zdravljenja bo bolnik bolje odgovoril. V raziskavo smo vključili do sedaj 169 bolnikov z malignim mezoteliomom. Večina jih je bila zdravljena za kombinacijo cisplatina in gemcitabina, 57 bolnikov pa za kombinacijo cisplatina in pemetrexeda, in gledali smo, kako genetski dejavniki vplivajo na značilnosti bolnikov ob diagnozi in pa na izid zdravljenja.
Gemcitabin je analog nukleozidov in sicer ko vstopi v celico, se presnovi v nukleozid, v enega od gradnikov DNA in se lahko ugradi v DNA oziroma inhibira encim ribonukleotid reduktazo, ki skrbi za sintezo teh gradnikov DNA in na ta način ustavi rast celice, ker ni več ustreznih gradnikov ali pa se napačni ugradijo v molekulo DNA. Proučevali smo genetsko variabilnost v teh encimih, v genih za te encime, ki omogočajo vstop zdravila v celico, v presnovi in pa v tem tarčnem encimu. In ugotovili smo, da tisti, ki imajo drugačno obliko tega tarčnega encima zaradi genetskega polimorfizma, recimo imajo boljše preživetje pri zdravljenju v kombinaciji z gemcitabinom. Podobno smo se tudi pri drugem zdravilu, ki ga uporabljajo za to kombinacijo z cisplatinom, to je pa pemetrexed. To zdravilo pa deluje na encime v folatni poti in tudi pri tem smo se osredotočili na variabilnost teh prenašalcev. Eni omogočajo vstop tega zdravila v celico, drugi pa v bistvu črpajo to zdravilo v celico in če ga črpajo ven, potem ne more biti tako učinkovito, ne more delovati na te procese. In smo tudi pri teh prenašalcih ugotovili, da so povezani, da je ta genetska variabilnost vpliva na odgovor na zdravljenje. In podobno tudi pri teh encimih, ta poti, na katero deluje to zdravilo v celici, so zelo kompleksne, v bistvu pa na ta način z zaviranjem teh poti to zdravilo v bistvu prepreči sintezo molekul DNA in na ta način zavre rast rakavih celic. In tudi pri enem od ključnih encimov v tej poti smo ugotovili, da tudi tisti, ki imajo to genetsko variabilnost, imajo slabši odgovor in krajše preživetje. Tretje zdravilo, ki je pa eno temeljno zdravilo, ki se zelo veliko uporablja tudi pri drugih rakih, je pa cisplatin, molekula ki izhaja iz molekule platine, ki se veže na dvojno vijačnico in v bistvu povzroča na ta način poškodbe verig DNA in zavre prepisovanje in podvajanje celice. In takšne poškodbe celica ima veliko mehanizmov različnih, da takšne poškodbe popravi. Mi smo kar 4 različne mehanizme proučevali in v vsaki smo našli neke genetske podpise, ki so en delček odgovora na zdravljenje lahko pomagali napovedati. Zdaj vse lepo in prav, boste rekli, veliko teh stvari smo našli, kako pa zdaj naj en zdravnik to uporabi pri zdravljenju v klinični praksi. Da bi to bilo možno, da bi ta spoznanja naša bila uporabna v klinični praksi, smo naredili eno tako celokupno statistično analizo, vse te dejavnike smo dali v en statistični model in potem smo velikosti vpliva vsakega posameznega dejavnika, tisti, ki so bili značilno povezani z odgovorom na zdravljenje, pripisali nek indeks, neko vrednost, ki je bila sorazmerna velikosti vpliva tega dejavnika. Podobno smo naredili in v tem modelu smo tudi klinične dejavnike upoštevali, ki so vplivali na odgovor na zdravljenje. Tako da smo naredili takšen model za gemcitabin, naredili smo podoben model za odgovor na zdravljenje z pemetrexedom, tako da smo dobili neko tako številčno vrednost in ta vrednost, ta indeks je koreliral z odgovorom oziroma je lahko pomagal napovedati odgovor na zdravljenje. Na odgovor na zdravljenje za kombinacijo cisplatina in gemcitabina je vplivalo 5 različnih genetskih dejavnikov in 2 klinična dejavnika, CRP in pa histološki tip tumorja in pa 5 različnih genetskih dejavnikov. Tisti, ki so imeli
te najnižje vrednosti, ki niso imeli nobenega od teh dejavnikov tveganja, so imeli najboljše preživetje. Tisti, ki so imeli vse dejavnike tveganja, so imeli najslabše preživetje. Podobno smo naredili za zdravljenje z pemetrexedom. Na odgovor na zdravljenje s pemetrexedom je vplival CRP od kliničnih dejavnikov in pa 2 genetska dejavnika, en prenašalec in ta tarčni encim v folatni poti. In spet, tisti, ki niso imeli nobenega dejavnika tveganja, so imeli najboljše preživetje. Teh bolnikov je sicer bilo zelo malo, a ne? In vsak dodatni dejavnik tveganja je pomenil slabše preživetje. Na ta način bi lahko s pomočjo takšnega modela v bistvu napovedali, kateri bolnik bo bolje odgovoril na določeno zdravljenje že pred začetkom zdravljenja. In sicer bi lahko bolnikom, recimo, ki bi dobro odgovorili na gemcitabin in pemetrexed, bi predpisali to terapijo. Takšnih bolnikov je bilo recimo v naši skupini 20%, potem tistim, ki bi dobro odgovorili na obe kombinacije, vseeno katero zdravilo, to so tehle 20%, vseeno katero kombinacijo zdravil bi jim predpisali in bi lahko izbiro prilagodili tistim dejavnikom, ki so vplivali na pojav neželenih učinkov, da bi imelo zdravljenje čim manj neprijetnih učinkov. Potem tistih, ki so imeli ta indeks nižji, bi predpisali zdravljenje z pemetrexedom in obratno bi lahko bolnikom, ki bi bolje odgovorili na gemcitabin, pa slabo odgovorili na pemetrexed, predpisali to kombinacijo. Potem pa imamo še vseeno približno 12% bolnikov, za katere bi pa napovedali, da bodo slabo odgovorili na katerokoli od kombinacij. Tukaj bi pa potem lahko spet bolj zgodaj izbrali oziroma dodali podporno zdravljenje oziroma izbrali tisto kombinacijo, kjer bi bilo najmanj neželenih učinkov. Zračunali smo, da če bi zdravili tako kot, če bi naključno razporejali bolnike v obe skupini zdravljenja, bi recimo ugodno odgovorilo, bi bila standardna kombinacija pemetrexed cisplatin učinkovita pri približno 50% bolnikov. Če bi za to zdravljenje izbrali in to zdravljenje uporabili pri tisti skupini bolnikov oziroma če bi uporabili ta model, za izbiro zdravljenja pa bi bilo lahko zdravljenje učinkovito pri več kot 87% bolnikov. Te naše rezultati so prvi tovrstni rezultati v svetu, zato jih je še treba potrditi v neodvisni študiji. Se pa z Onkološkim inštitutom že dogovarjamo, ko se bo študija Agili zaključila, da bi ne več randomizirali naključno, ampak da bi bolnike v zdravljenje uvrščali na podlagi tega modela. Takšen model, torej model, ki smo ga naredili, algoritem, ki smo ga pripravili, torej omogoča prenos v klinično prakso, omogoča napoved na odgovora na zdravljenje in s tem upamo, da bo lahko zdravljenje pri malignem mezoteliomu postalo bolj učinkovito. Je pa takšen model v bistvu uporaben tudi pri drugih vrstah raka, kjer lahko izbiramo kjer obstaja več različnih možnosti zdravljenja. Jaz bi se lepo zahvalila svojim sodelavcem za sodelovanje v naših prizadevanjih. Predvsem bi se pa lepo zahvalila tudi slovenski Ministrstvu za znanost, ki naše raziskave podpira, Salonitu Anhovo, ki je sofinanciralo naše raziskave, predvsem pa vsem tistim, ki v naših raziskavah sodelujejo, vsem bolnikom, ker so jim naše raziskave tudi njim namenjene. Hvala lepa. Hvala lepa, profesor Dovžan. In obenem tudi opravičilo, ker sem vas sicer popolnoma nehote prestavila na napačen inštitut. Opravičilo. S tem smo prišli tudi do konca 3. sklopa simpozija.
Čas za strokovno razpravo in zaključke je sicer predviden prav za konec, torej po koncu 4. sklopa. Ker pa cenjeni profesorci Tanja Čufer in Vita Dovžan želita oditi, ker imata druge obveznosti še v službi, sta prosili, če lahko, če ima kdorkoli zanju kakršnokoli vprašanje, postavi to zdaj. Doktor Vudrak, vi? Izvolite. Hvala lepa za to možnost. Gospe profesorice, eno ali pa dve vprašanji mogoče. Ali je kaj novega pri zdravljenju mezotelioma s to najnovejšo terapijo, s temi preboji na področju imunoterapije? Kajti nekaj informacij je, da eden izmed teh zdravil Pembro tudi deluje na drobnocelični, najbolj na melanom sicer. To je eno vprašanje, kar bi lahko bilo, ali je kaj novosti za mezoteliom, ker nas to največ mori. Drugič, pri teh polimorfizmih seveda spremeni se baza in imamo gensko spremembo in celica se potem replicira in dobimo novo in se fiksira. To se pravi, da v tem momentu, ko se zgodi takav polimorfizem, verjetno tudi apoptoza, tista programirana smrt slabih celic, tudi mora nastati neka sprememba. A je to hkrati, a je to že predpogoj? Kako je s tem mogoče? A sem bil dovolj jasen? Ja, kar se tiče zdravljenja mezotelioma in pljučnega raka, je imunoterapija zelo obetavna, tako da hvala za to vprašanje. Imunoterapija se kaže, da bo, kot sem že rekla, pri pljučnem raku okrog tretjina bolnikov odgovori, enako je za mezoteliom. Ne znamo še naprej najti, katera tretjina bo odgovorila, iščejo se ti biološki označevalci, to je ta trenutek največji problem, da bi že naprej vedeli, kako izbrati te tretjino bolnikov, je pa to gotovo zelo obetavna terapija, pred nami so pa seveda spet vsemi nami hudi izzivi, kako bojo posamezne družbe zmogle umestiti to drago in strokovno zahtevno terapijo v zdravljenje. Bo pa še eno zdravilo prihaja pri mezoteliomu proti razrastu žilja usmerjeno, bevacizumab. Zdravilo je tik pred registracijo in upajmo, da bo dosegljivo tudi slovenskim bolnikom. Mogoče, da še jaz povem glede genetskih dejavnikov. Zdaj, te genetski dejavniki, ki jih mi proučujemo, tukaj ne gre za mutacije, neke tarčne mutacije, ki bi bile v rakavih celicah samo prisotne, gre za spremembe, ki so v populaciji zelo pogoste in so zarodne mutacije, se pravi, so v vsaki celici našega telesa. In ljudje v populaciji se razlikujemo po teh značilnostih, tako da ljudje v populaciji imamo različno zmožnost presnove oziroma odgovora na ta zdravila. Ne? To ni samo za ta zdravila, o katerih sem jaz govorila, čisto za zdravila, ki se v vsakdanji rabi uporabljajo, velja isto. Verjetno je že marsikdo izkusil, da na neko zdravilo ne odgovori ali pa dobi neke neželene učinke, ki jih ni pričakoval. To je zelo pogosto v populaciji. Tako da to je mogoče en del. Se pravi, mi gledamo nekaj, kar je lahko določimo iz, ne vem, ene kapljice ali pa enega vzorčka krvi, ne nekaj, kar bi bila izključno lastnost tumorja. Kar se tiče novih izzivov oziroma pri zdravljenju mezotelioma, je že tudi profesor Čufarjeva pa prej docent Kovač so povedala, da se je letos na kongresu prvič poročalo o tej trotirni terapiji, kjer so cisplatinu in pemetrexedu dodali tudi bevacizumab in ker se je za nekaj mesecev podaljšalo preživetje, je že to zdaj tudi kar v tujini, so že tudi smernice oziroma naj bi že bilo tudi v klinični praksi, tako da tudi v Ljubljani razmišljajo, da bi dodali bevacizumab zdravljenju. Druga taka zelo na raziskovalnem nivoju šele novosti so pa majhne molekule RNA, mikroRNA, to so molekule, ki sicer v celicah uravnavajo izražanje genov, tudi zelo veliko procesov v celici in odkrili so, da so pri določenih rakih, da se
spremeni izražanje teh mikroRNA, tako da bi se jih lahko uporabilo tako kot molekularne označevalce, recimo v krvi se tudi to spremeni profil teh mikroRNA, tako da bi se lahko uporabil kot molekularni ojačevalec za presejanje, za zgodnjo diagnostiko, za napoved odgovora na zdravljenje, z molekulami, ki pa delujejo proti tem mikroRNA, tako imenovanim antagomeri, bi pa mogoče lahko tudi zavrli njihovo izražanje in s tem vplivali na same te procese v celici. Pri pljučnem raku se je že nekaj veliko poskusov delalo v tem, mi zdaj tudi v naši raziskavi bomo zdaj v bistvu pogledali, kako se spremeni ta profil mikroRNA v krvi, recimo pred zdravljenjem in v različnih obdobjih po zdravljenju, in kako to vpliva na preživetje. Hvala lepa. Morda še kakšno vprašanje? Ja, še tukaj gospod Bizjak. Gospod Žnidarčič. Rad bi eno tako, rekel, splošno oziroma laično vprašanje postavil v zvezi z zdravljenjem s kemoterapijo. In sicer, kolikokrat zaporedoma pa se lahko izvaja to zdravljenje pri ponovnem, rekel, ponovitvi bolezni? Ali je to odvisno od starosti, od česa drugega? Hvala lepa. Kemoterapija načeloma se lahko ponavlja, seveda pa, ko se bolezen napreduje, ko se po prvi kemoterapiji ponovi, je ponavadi obseg bolezni večji, splošno stanje bolnika slabše in je težje to drugo terapijo speljati in tudi druga kemoterapija je ponavadi manj uspešna kot prva. Tako da je bolj, ampak načeloma se lahko ponavlja, čeprav, kot smo rekli, ne, bodočnost pri raku pljuč mezoteliomu ni v kemoterapiji, bodočnost je v imunoterapiji in tarčnih zdravljenjih. Če vprašanj ni več, se želim zahvaliti cenjenima profesoricama. Predlagam, da naredimo krajši odmor, malce zaostajamo s časom, čez 10 minut se znova vidimo. Hvala lepa.